Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate zaposlitveni sejem Proizvodnja moja priložnost. 11. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. 5. humanitarno-umetniški dogodek Vila in vrt Nekrep. Okrogla miza o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Okrogla miza o prihodnosti in razvoju krajevne skupnosti Laporje. Koncert ob 30-letnici vokalne skupine Vivere. Evropske volitve 2024. 12. redna seja občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Na Zgornji Poskavi 23. šahovski festival veteranov Slovenije. Mariborska območna služba Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je v četrtek 30. maja v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica izvedla dogodek z naslovom Proizvodnja moja priložnost. Na dogodku so delodajalci lokalnih podjetij Aluminij Keti Emija, tovarne olja Geja in Hlebčka s potencialnimi kandidati, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb, opravili zaposlitvene razgovore. Zaposlitvenega sejma se je udeležil tudi magister Bernard Memon, direktor Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje. Na Zavodu za zaposlovanje na območni službi Maribor smo v zadnjih 3 letih znižali brezposelnost za približno 50%. To pomeni, da je struktura trenutno naših brezposelnih je pravzaprav zelo zahtevna. Mi smo pravzaprav že skoraj na meji naravne brezposelnosti in zavedamo se na zavodu, da ne bo dovolj le posredovanje dela in dela se pravi svetovalci, ki delajo z brezposelnimi osebami, ampak moramo pričeti organizirati tudi širše dogodke, zelo specializirane po panogah, specifične dogodke in proizvodnja je zagotovo ena izmed takšnih panog, ki je pravzaprav tudi paradni konj na našem koncu severovzhodne Slovenije. Vemo že, da v času Jugoslavije smo bili, največje industrijsko mesto in tega znanja, teh izkušenj in teh pravzaprav nekih, tudi delovnih mest je veliko več kot mogoče v drugih predelih Slovenije. In z tega vidika mi nekako ocenjujemo, da moramo dati večji poudarek temu delu na področju proizvodnje, se pravi, da čim več brezposelnih oseb in seveda tudi iskalcev zaposlitve zbližamo v osebnem stiku, kajti drugače je, če ti lahko dobiš neposreden stik pri večjem številu delodajalcev, kot pa če posamezna prosta delovna mesta iščeš preko spleta ali pa preko kakšnih drugih oblik iskanja, se pravi, prostih delovnih mest. Mi želimo predvsem to, da pride do tega osebnega stika, da se razbijajo tudi posamezni predsodki o posameznih delodajalcih in obratno. Kajti mi smo velikokrat z mojo ekipo prisotni na delovnih mestih in moram reči, da proizvodnja danes ni več tisto, kar je bila včasih. Delodajalci se zelo trudijo, da pogoje dela poskušajo čim bolj optimizirati, skrbijo za zdravje na delovnem mestu, skrbijo za zdravo prehrano in tako naprej. In ravno to želimo mi preseči s takšnimi osebnimi stiki, da osebe, iskalci dobijo čim več neposrednih informacij z najbolj strokovnih oseb, ki pokrivajo kadrovske službe v podjetjih. In vidimo, da je odziv precejšen. Odziv je precejšen, tudi v Mariboru danes organiziramo podoben dogodek, tako da se še potem tjale premaknem v Maribor. Izplen ste me vprašali, ne? Jaz pričakujem, da bo izplen, kajti moje mnenje je, da vsaj 30% oseb v naši evidenci brezposelnih je še zaposljivih ravno s takšnimi oblikami. Z intenzivnim delom, z osebnim stikom, z ugledom proizvodnje, z intenzivnejšim delom naših svetovalk na področju tistih, ki so dolgotrajno brezposelni. Jaz mislim, da mora biti uspeh na koncu viden. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je ob tej priložnosti pripravila tudi dan odprtih vrat. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek 30. maja sešel na 11. redni seji. Svetniki so uvodoma v drugi obravnavi potrdili odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti zaradi prekinitve zaposlitve zdravnice Alenke Antolinc Košat v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica.
Občinski svet je v nadaljevanju seje med drugim sprejel odlok o spremembah odloka o grbu in zastavi občine Slovenska Bistrica in v prvi obravnavi pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz občinskega proračuna ter potrdil investicijski projekt in program za obnovo športnega parka v Slovenski Bistrici. Svetniki so v okviru projekta Elena potrdili tudi investicijski program za projekt postavitve fotovoltaičnih elektrarn na javnih občinskih objektih in odlok o javno-zasebnem partnerstvu ter investicijski program za ukrepe za povečanje trajnostne mobilnosti v mestu Slovenska Bistrica in novelacijo investicijskega programa za izgradnjo kolesarske poti ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica. Svetniki so se seznanili tudi s poročili o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti v občini Slovenska Bistrica, trendih varnostnih pojavov ter o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine Slovenska Bistrica za leto 2023. Na vrtu Vile Nekrep na Pragerskem je v soboto 1. junija potekal humanitarno-umetniški dogodek ob 5. dnevu odprtih vrat. Prireditev, s katero so se pridružili evropski pobudi Dobimo se na vrtovih, so popestrili s kulturnim programom in predstavitvijo lokalnih pridelovalcev. Zbrane prostovoljne prispevke bodo namenili otroku v stiski. Udeležence dogodka je uvodoma nagovorila gostiteljica Tatjana Nekrep. Zelo sem vesela, da ste se v tako čudovitem številu odzvali našemu povabilu in danes bomo preživeli nekaj skupnega lepega časa tule na 5. dnevu odprtih vrat na vrtu Nekrep. Kakšen bo program? Najprej za začetek imamo pripravljene čudovite slovenske popevke z še bolj čudovitim šopkom deklet iz glasbene šole Slovenska Bistrica pod vodstvom profesorice Petre Turk. Hkrati imamo seveda tako kot vedno tudi našo drago osnovno šolo Antona Ingoliča, Pragersko in tudi učenke in učenci osnovne šole Pragersko so nam pripravili krasen program. Potem, ko bomo prisluhnili tem mladim glasbenikom in pevkam, se bomo malo pogostili in skupaj pogledali en obhod po vrtu pod mojim vodstvom. Zdaj bi pa mogoče vseeno na začetku, da koga ne pozabim, poudarila, da imam ob tem, ko pripravljam ta dogodek, seveda imam pri tem močno podporo mojega moža, moje hčere, mojega zeta, ampak temu mojemu povabilu so se odzvali tudi okoliški, bomo rekli, dobri ljudje s humanitarnimi dobrimi nameni. Tako da so danes z nami gospod in gospa Pečovnik z odlično kapljico tam zadaj. Za mlajše bomo točili tudi sok, limonado, to nam je prispevala kmetija Leskovar iz Videža pri Slovenski Bistrici. Na to se bomo pa tudi malo pogostili z domačim kruhom in tako, da zdaj vsega ne izdam, bom še potem povedala, kdo se pri tem sodeluje. Seveda pa danes ne bo to samo glasbeni dogodek, ampak bo tudi umetniški dogodek, kjer imamo pripravljeno eno razstavo. Hanna Nekrep, arhitektka, ilustratorka, je povabila še nekaj svojih prijateljev in sicer je z nami Tomaž Jelen, Pragerčan, ter Sara Vidmajer, Slovenska Bistrica. Vidim, da se nam je pravkar pridružila tudi gospa Natalija Senkovič z krasnimi hišicami iz gline. Z nami kot vedno je turistično društvo Breza Pragersko, tu zadaj
Gospe ustvarjajo čudovito cvetje iz papirja. Gospa Milena in njene sodelavke bodo z veseljem pokazale to svojo veščino. To so nastopajoči. Ja, vedno ob tej priložnosti povabimo humanitarna društva. To so društva, s katerimi jaz sodelujem, oziroma moram po pravici povedati, da sem z njimi bolj vestno sodelovala preden, zdaj sem namreč zadnjih 5 let, odkar se nismo srečali, sem na delovnem mestu, na srednji šoli, za te zadeve manj časa, ampak še vseeno včasih rada priskočim na pomoč slovenski filantropiji. Z nami je gospa Tjaša Arko, potem seveda dekleta Rdečega križa iz Pragerskega, sem vedno vesela, da delamo skupaj. Moram pa danes opravičiti naše stalne goste, ki jim je zelo, zelo žal, da jih danes ni tu, in to so seveda Zveza Sonček s cerebralno paralizo. Veste, da so vedno tu, danes pa imajo veliko srečanje na Rogli, tako da bodo v mislih z nami. Stranka Gibanje Svoboda je preteklo sredo v prostorih Centra za starejše Metul v Slovenski Bistrici pripravila okroglo mizo na temo Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gosta okrogle mize sta bila Andrej Pleterski, arheolog, etnolog in zgodovinar, in poslanec Dejan Premik, ki sta predstavila svoje stališči glede evtanazije. Del zdravnikov, ki nasprotuje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, jih imenujemo pokroviteljski zdravniki. To so ljudje, seveda, ki izhajajo iz svoje starejše tradicije, šole, ki jim je vcepila, da je etična dolžnost zdravnika odgovarjati in odločati v imenu bolnika, ker bolnik po njihovem prepričanju ni sposoben sprejeti pravilne odločitve o svoji zdravstveni usodi, in če bi imel svobodo odločanja, bi se zanesljivo odločil narobe v svojo škodo, in je zato njihova dolžnost, da oni odločajo namesto njega in ga tako rešijo napačne in slabe odločitve. Seveda je to del njihove samopodobe, in ta predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pa daje škarje in platno odločitvi v roke bolnikom. To je zgolj nadaljevanje tega, kar je omogočil že zakon o pacientovih pravicah leta 2008, ki je vzpostavil partnerski odnos med zdravniki in bolniki. Od takrat naprej obstaja pojasnilna dolžnost zdravnikov, ki morajo po tem zakonu pojasniti bolezen, ki bolnike tare, in možnosti zdravljenja. Bolnik pa je tisti, ki ima pravico, da da soglasje k postopku zdravljenja, lahko ga pa tudi odkloni. Saj zato dobivate pri vseh zdravniških posegih potem tiste papirje, ki jim dajajo v podpis. In seveda v tem duhu je narejen tudi predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zdaj tem pokroviteljskim zdravnikom pa je to neznosno, ker so prepričani, kot je rekel predsednik zdravniškega društva, da ta predlog zakona skruni njihovo samopodobo. In če nekomu propade njegova samopodoba, je to lahko zelo boleče. Zato so pripravljeni narediti vse, kar bi lahko, da bi preprečili sprejem tega zakona. So pa seveda najbolj glasni, so mnenjski voditelji in držijo v rokah vodstva zdravniških organizacij. Zato da je zdravniška stroka navidezno enotno proti. Zdaj v teh zadnjih dneh se opogumlja že vrsta zdravnikov, ki je javno povedala, da podpirajo ta zakon in da je mnogo utemeljitev, kot je recimo tista, da danes medicina lahko razreši vse probleme v koncu življenja, lajša vse bolečine, da to seveda absolutno ne drži. Glede, stališče Gibanja Svobode je, pa mislim, da tudi precej drugih, da je dejansko smrt del življenja, in tukaj ne moramo ločiti
med temi zadevami in tisto trpljenje, ki pride, je v bistvu že najslabša stvar v celem tem kontekstu. Nekdo je rekel, da je važna kvaliteta življenja, ne pa kvantiteta. Kar pomeni, da je treba pač tisto življenje, ki ga imamo, preživeti, kar se najbolj da kvalitetno. Če pa tle pride to neznosno trpljenje, govorimo o trpljenju, ki ga ne more lajšati ne medicina, ne paliativa, to je tista zadeva, ki jo ne more lajšati nihče več, ki obstaja, potem pa se vprašamo, kakšna je potem še kvaliteta in smisel življenja, če pride do tega. In tukaj govorimo o odločitvi vsakega posameznika, kaj bo storil, če pride do te situacije. To je dejansko hipotetična zadeva, nihče nikogar ne sili, to je v bistvu ena taka najbolj pomembna zadeva. Nihče nikogar ne prepričuje, ampak človek, ki se znajde v takšni stiski, da ne vidi več izhoda, ima zdaj možnost, da plača tistih nekaj tisoč evrov in gre v Švico, ali pa, če pa tega nima, pa potem mu to trpljenje ostane. Moram pa sam še eno stvar mogoče dopolniti dr. Pleterskega. Tukaj gre dejansko, ne gre ne za tehnično, ne za politično, ampak gre v bistvu za neko moralno vprašanje, ki ga je treba razčistiti. In pri nas v Sloveniji jasno obstaja več moral konec koncev. Vemo, da je pravo po neki definiciji morala vladajočega razreda in glede na to, da pri nas vlada ljudstvo, je treba pač glede na to, da imamo različna razmišljanja, neki je katoliška cerkev, neki so ateisti, tudi protestanti imajo drugo, če smo samo pri verah. Tako da smo se zaradi tega pravzaprav odločili, da gremo pač vprašati na referendum. In glih danes je Ustavno sodišče povedalo, da tisto, ker jasno opozicija je dala na vse referendumska vprašanja, oziroma na dva, ustavno presojo in danes je Ustavno sodišče presodilo tudi to vprašanje, ki je vezano na pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ni neustavno. Okroglo mizo je povezovala Mateja Žvižej. V dvorani prostovoljnega gasilskega društva Laporje je pretekli četrtek potekala okrogla miza z naslovom Prihodnost in razvoj krajevne skupnosti Laporje, na kateri so razpravljali o izzivih in priložnostih za napredek njihove skupnosti. Predsednik krajevne skupnosti Štefan Otorepec je med drugim spregovoril o možnostih pridobitve prostorov za krajevna društva. Tako da moram reči to, da se pa je v letošnjem letu tudi ponudila priložnost lastnika gospodarskega poslovnega prostora, da se odloči, da bi ta prostor prodal. To gre za bivšo trgovino. V Laporju v centru gre za prostor 93 kvadratnih metrov. Mi smo si ta prostor ogledali z predstavniki društva, ki bi pač potrebovali take prostore. Pa smo nekako uvidili, da bi to bila neka rešitev za dejavnost nekih društv. Tada smo znali župana s tem pismeno seznanili, z vsemi prilogami tudi ostalih društv, da smo zainteresirani in da želimo, da bi se zgodilo to, da bi pač občina v naslednjem obdobju pristopila k temu in da bi te prostore odkupili, ker je tudi cena spremenljiva, tam da jaz upam, da se bo to v naslednjem letu zgodilo, da se bi ti prostori kupili. Govorim pa složi, ne se kupiti, pa narediti je enostavna stvar, ampak potem vzdržavati. To pa je problem, to imajo potem vsi društvo. Jaz pa znam, ker sem na eni komisiji tudi za te objekte v občini, pa vem, kakve probleme imajo nekateri kulturni domovi, pa še športne dvorane z vzdrževanjem, kako je to težko financirati, potem dobiti sredstva za vzdrževanje teh športnih objektov. Tako da jaz se tega močno zavedam, pa tudi našim ljudem govorim, da postavljajo pa kupli bomo, ampak pozneje ne bo vsebine za ta objekt, pa bo zopet države naprej. Ampak tudi to, če bo prava vsebina, če bo pravi interes, se bo to potem tudi pokrilo. Vokalna skupina Vivere letos praznuje 30-letnico delovanja. Pevke so jubilej obeležile pretekli petek s koncertom v Slomškovem domu v Slovenski Bistrici.
Gost koncerta, na katerem je sodeloval tudi bistriški teater, je bil Leopold I. V nedeljo 9. junija so volivci za naslednji 5-letni mandat izbirali 9 evropskih poslancev iz Slovenije in odločali o 4 posvetovalnih referendumih.
Neuradni izidi kažejo, da so novo izvoljeni slovenski europoslanci Romana Tomc, Milan Zver, Branko Grims in Zala Tomašič iz Slovenske demokratske stranke, na listi Gibanja Svoboda sta bila izvoljena Irena Joveva in Marjan Šarec, preostali trije evropski poslanci iz naše države pa so Vladimir Prebelič iz stranke Vesna, Matej Tonin iz Nove Slovenije in Matjaž Nemec iz Socialdemokratske stranke. Po podatkih Državne volilne komisije je bila volilna udeležba 41,35%. Hkrati z evropskimi volitvami so volivci odločali na 4 posvetovalnih referendumih. O pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o preferenčnem glasu na državnozborskih volitvah, o rabi konoplje v medicinske namene in osebni rabi konoplje. Po glavnini preštetih glasov kaže, da so se volivci pri vseh 4 referendumskih vprašanjih večinsko izrekli za. Najbolj prepričljivo so podprli uvedbo preferenčnega glasu na volitvah v državni zbor, najbolj tesen pa je bil izid pri vprašanju glede konoplje za omejeno osebno rabo. In kako smo volili v Slovenski Bistrici? Podatki za volilni okraj Slovenska Bistrica kažejo, da je največ 40,89% glasov dobila Slovenska demokratska stranka. Sledijo pa Gibanje Svoboda, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Vesna, Socialdemokrati, Resnica, Levica, Desus in Dobra država, Nič od tega in Zeleni. Na referendumih je preferenčni glas na državnozborskih volitvah podprlo 66,20% volivcev. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja 53,33%, rabo konoplje v medicinske namene 64,63%, rabo konoplje v osebne namene pa 54,74% volivcev. Volilna udeležba v volilnem okraju Slovenska Bistrica je znašala 39,97%. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v sredo 12. junija sešel na svoji 12. redni seji. Direktorica Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica Urška Sedmak je uvodoma predstavila aktivnosti glede organizacije satelitskega urgentnega centra v Slovenski Bistrici. Svetniki so soglasno sprejeli sklep, da od Ministrstva za zdravje zahtevajo, da za vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov pripravi samostojen dokument, ki bo vseboval merila, kriterije in pogoje za vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov in da se v ta dokument umesti satelitski urgentni center Slovenska Bistrica, kot je že bilo predvideno v predhodnih dokumentih. Poleg tega od Ministrstva za zdravje zahtevajo, da vzpostavitev satelitskih urgentnih centrov ne sme vplivati na zmanjšanje standarda za zagotavljanje nujne medicinske pomoči za prebivalce na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom Slovenska Bistrica. Občinski svet je v nadaljevanju seje potrdil pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in v prvi obravnavi odlok o občinskih cestah. Svetniki so potrdili tudi dvig cen programov v vrtcih na območju občine Slovenska Bistrica in v okviru projekta Elena energetsko sanacijo objektov v lasti in rabi občin. Poleg tega so sprejeli dopolnjen letni načrt ravnanja s stavbnimi zemljišči v lasti občine za leto 2024. Občinski svet se je seznanil tudi s poročilom o delu podjetja Komunala Slovenska Bistrica in poročili o delovanju javnih zavodov v letu 2023. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je ob koncu podal še informacijo, da je občina najela kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1,5 milijona evrov. V gostišču Golob na Zgornji Poskavi je v nedeljo 2. junija potekal tradicionalni, že 23. odprti šahovski festival veteranov in veterank Slovenije, starih nad 50 let. Turnir je pripravilo turistično društvo Viničar Zgornja Poskava. Pomerilo se je 113 šahistov in šahist. Pri moških je zmagal Dušan Zorko iz Ruš. Drugi je bil Dušan Čepon iz Postojne, tretje mesto je osvojil prav tako član šahovskega društva Postojna Evald Tule, četrti pa je bil Leon Mazi iz Kranja. Med 11 ženskami je zmagala Simona Mušič iz Ljubljane, pred Jeleno Markovič iz Murske Sobote in Frančko Petek iz Domžal. Pred začetkom turnirja so udeležence nagovorili Manica Kramberger, predsednica turističnega društva Viničar, Leopold Turk, podpredsednik Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica in glavni pobudnik šahovskega festivala Silvo Krebs. Ta naš šahovski festival pa ima že kar dolgo obdobje.
Leta 1997 se je začel v gostišču Vinotoč Jokl na Leskovcu. 1998 nadaljeval na turistični kmetiji Goričan Gornja Toskava, kjer se je odvijal od leta 1998 do 2006, kar pomeni 9-krat. Leta 2007 zaradi finančnih težav festivala ni bilo. Leta 2008 in 2009 se je festival odvijal pri Treh kraljih na Pohorju, 2-krat. Leta 2010 zaradi mojih zdravstvenih težav festivala ni bilo. Od leta 2011 do leta 2019 se je festival odvijal v tem gostišču, kar je 9-krat. Leta 2020, 2021 in 2022 festivala ni bilo zaradi koronavirusa. Od leta 2023 in do leta do danes pa se festival odvija spet v tem lepem gostišču v Kologu, kar pomeni, da smo tukaj 11 dni. Zdaj še pa samo to. Na festivalu pa je povprečno sodelovalo vedno od 100 do 120 šahistov in šahist. Prehodni pokal, še tole bom povedal, po 22 letih našega delovanja pa so osvajali Meštrovic Zvonimir 5-krat, ki ga nažalost ni več. Zupančič Darko 5-krat, ki ga tudi nažalost ni več. Čepon Dušan 3-krat, Mazi Lejon 2-krat, Ivačič Vladimir 1-krat, Klemenčič Gorazd 1-krat, Vakotič Vit 1-krat, Sorčnik Franc 1-krat, Milinkovič Negoča 1-krat, Zorko Dušan 1-krat in lani Kovač Boris 1-krat, ki ste pa vsi napisani na tem prehodnem pokalu.